Da družba ni zdrava, je pa ozdravljiva, pa Cveta Pahlina iz Zavoda Žički tabor. Bernard Nikšič-Nado o neoperativni dekompresijski terapiji vratnega dela hrbtenice. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. A veste, kolikrat rečemo, koliko znanja gre dejansko v svet ravno iz Slovenije. Velikokrat se pritožujemo na tem, zato moramo pa še s toliko večjo hvaležnostjo sprejeti vrnitev takih genijev, lahko rečem, na različnih področjih. In v Sloveniji, se veste, moram reči, smo močni na vseh področji. V Slovenijo se namreč s svojimi izjemnimi kuharskimi sposobnostmi vrača tudi Erik Božič, ki je zelo poznan tudi pri tem, da je pravzaprav sodeloval oziroma delal v restavraciji zelo znanega posameznika. Več boste pa seveda izvedeli že čez nekaj trenutkov. V naši družbi pa je Gorazd. Gorazd, lepo pozdravljen, dobrodošel. Predavatelj na Višji gostinski šoli in pa sicer tudi vodja restauracije Taman, naše priljubljene restauracije, ki pravzaprav poskrbi tudi za tiste ljudi, ki bi res radi jedli zdravo, ne? Gorazd, zanima me takšna vrnitev kuharjev, ki so res vključeni v svetovno priznane neke restauracije, ki delajo res za take izjemne ljudi in potem pridejo domov. To je dosežek za Slovenijo, ne? Res je. Dosežek je v bistvu tako za nas, da smo v bistvu Erika dobili v svojo ekipo, kot pa seveda tudi sigurno za Slovenijo, za slovenski gostinski trg, da lahko tako rečem, zaradi tega, ker se malokrat zgodi, da bi nekdo šel po znanje v tujino in da bi potem to znanje prinesel nazaj. No, evo, to je vsekakor. Kje je pravzaprav, dejva zdaj Erika malo upravljati, ker tudi on pride na čaj, kje je pravzaprav deloval, po čem je Erik znan? Erik je v bistvu se kalil v večjih in boljših restauracijah v tujini. Seveda ena od najbolj znanih je restauracija v Monaku od teniškega asa Novaka Djokoviča. Seveda je kot človek, ki dela res z dušo in s telesom v kuhinji, se to pozna nedvomno na njegovih jedeh, ima zelo dobro začrtano vizijo, zelo dobro obvlada trende, ne samo da obvlada trende, v bistvu je on eden od tistih kuharjev, ki lahko narekuje trende v gastronomiji. Odlično, se pravi, ga bomo zdaj lahko vprašali, katere trende bo narekoval, ne? Lahko. Odlično. Evo ga, že slišim. Erik, kar naprej, lepo pozdravljen, dobrodošel. Zdravo. Zdravo, zdravo. Evo, skoraj da sem te pričakovala s kapo, pa tak, ampak lej, ne rabiš pa več čas, ne? Ne, upam, da ne, no. Tako. Malo manj formalno pa bo. Dobrodošel nazaj. Hvala. Monako je bila tvoja zadnja destinacija, zdaj pa Slovenija. Ja, tako kaže, no. Tako kaže. Zelo malo stvari planiram v življenju, ki se tičejo dolgoročnih načrtov, vsaj vsebinskih. Tako da to, da sem prišel v Slovenijo, je prijetno presenečenje na nek način. Odlično. Pač nekaj projektov bilo v igri in na koncu so me pri Tamanu zvabili v njihovo ekipo, tako da fantastično. Zakaj si se odločil, da se pridružiš ekipi Taman? Glede na to, da veliko ljudi reče, ne pa, mogoče pa ni to, a ne tisto, pa bi rekel kakšen steak ali pa karkoli, ne? Tam pa dobiš res kvalitetne ekološke zadeve, pazi se na določene stvari, ki jih mogoče ljudje še ne znajo tukaj ceniti, kar se tiče termične obdelave, pa da je res zadeva sezonska in tak naprej. Kako to? Ja, v bistvu bi bila debata lahko široka, ampak se gre za neko ambicioznost, ki ni v striktni moderno-zahodnoevropska, ne? Kaj je zdaj dobro za nekoga, kaj je malo manj slabše, kaj je večja ambicija v življenju, mogoče kdaj večja ambicija to, da poješ eno bučko, ki je sosedne njive, ne? Po drugi strani pa ljudje zelo radi se zafokusiramo na zadeve, ki nimajo lih stičnih točk z besedico dobro, no. In pač Taman je eden izmed unih lokalčkov v Sloveniji, ki vseeno ima fokus na ta pravo zadevo, no. Zato so me na koncu nekako prepričali, da se pridružim ekipi. Prej si stregel milijonarjem, oziroma bogatašem, če tako gledamo, ne? Zdaj boš stregel pa zdravojedcem. Ja, lahko tako rečemo, ja. Ja, no, dejstvo je. Bi rekla, da večinoma res zdravojedci, zavedni ljudje prihajajo v Taman Organic, ali pa tudi taki, ki malo zaidejo, pa...
Ja, v bistvu opažamo, da je vedno več naših gostov tudi iz tujine, zaradi tega, ker se pač preko različnih aplikacij in drugih socialnih omrežij se naša reklama oziroma naše ime sili čez meje in seveda posledično je pa v tujini ta miselnost prehranjevanja zdravega načina dosti bolj razvita že kot pri nas, ne, in seveda je potem pač to eden od vzrokov, zakaj tujci tudi prihajajo k nam, ne, ker nas v bistvu prepoznavajo kot takšne, ki so v tujini že takšne restauracije. To povsem razumem, ker sama vem, ko potujem, lepo aplikacija, pogledati, kje je dobra hrana, kakšne so kritike in dejansko greš tam, vse druge opcije dejansko nimaš. Ali pa če pogledaš, kam grejo lokalci, ne? Ali pa to, ja. Se pravi, bo ena taka sprememba kot takšna, ne? Bo, ja, zelo bo. Pripravljamo kar nekaj sprememb čez poletje, tako da mislim, da bo naši gosti in občas mimoidoči zelo zadovoljni, no. Se pravi, bojo spremembe, Gorazd, ti to vse dovolil, požegnal, spremembe? Ker, mislim, nazadnje, ko sem bila pri vas, moram reči, da imate fantastično, ne vem, kako bi lahko zdaj še to nadgradili. Ja, vedno mora biti nadgradnja, ne? Nikoli ne smeš zaspati, ne, z eno ponudbo. Gre pa v bistvu v ta koncept, da bomo v bodoče tudi začeli pripravljati zajtrke. Ja, lansirali bomo en poseben abonma, ga imenujemo. To bo v bistvu ena kartica v obliki takšne velikosti kreditne kartice, ki bo lahko vsak gost dal čisto normalno v svojo denarnico. Ta abonma bo imel v bistvu zelo široko ponudbo naše restauracije, ne? Se pravi, lahko bo gost prišel s tem k nam na zajtrk, kosilo, večerjo, karkoli, vmes na smuti ali na kakšen sveže iztisnjen sok. Bravo. Pomembno pa je tudi to, da ga v bistvu bomo finančno ne obremenili. Se pravi, on bo kupil to kartico in ne bo vedno obremenjen s tem, da mora v restauraciji plačati, v bistvu bo ta kartica kot neke vrste plačilno sredstvo. Optimizacija časa, odlično. Erik, zajtrki. V Ljubljani z nekaj časa te ni bilo, ampak tako, da ti povem, v Ljubljani zjutri, da bi rekel, da boš dobil nekje fajn zajtrk, hranilen, pa tudi uravnotežen, ker če za zajtrk poješ neprave stvari, ti lahko cel dan dejansko zruši, in kar se tiče cukra in vsega ostalega, ne? Kaj več kot nek toast, pa take zadeve težko dobiš, ne? Kaj boš pa ti pripravljal za zajtrk? Ja, v bistvu prva faza bo takšna, da bomo skomunicirali med seboj, že zdaj nekako sondiramo, analiziramo želje predvsem rednih gostov in gremo definitivno v več polnovredne in predvsem zelenjavne ponudbe tudi za zajtrk. Zdaj to bo treba seveda pravilno skomunicirati s strankami in pa predvsem dati ponudbo, ki bo odsevala neko dobro sliko, ki naj bi jo taman in jo bo taman v prihodnosti predstavljal. Erik, imaš kakšno tako tvojo jed, ki rečeš, to pa res rad pripravim, pa... Za zajtrk? Ne za zajtrk, za katerikoli del dneva. Recimo kvinojine palačinke, s kakšne čija puding, pa kaj takšne zadevice. Sem ga že kupila, je že moj. Pa sem šel. Kvinojine palačinke, ker dejansko pri palačinkah, res lahko tukaj dobre narediš, pa tukaj zdrave, ker ti bo v bistvu res koristile, pa ne bo greha, ne? Tako je, se gre za hranilnost tudi, neki ljudje kdaj kar pozabimo, no. Pač lahko imamo obliko palačinke, pa notri vseeno 3-krat več proteinov in ostalih hranilnih sredstev, kot bi si sicer se zavedali, ne. Tako da je še nek nivo poleg same vizualizacije in prezentacije, ampak seveda to pač na nas, da ga skomuniciramo naprej, ne. Kaj se ti zdi, da je ljudem recimo najbolj pomembno? Ali koliko je jed narejena, 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 kar se tiče termične obdelave, uporabe olj in tak naprej. Kako izgleda stvar na krožniku ali kako je dejansko hranilne vrednosti? Mislim, da imamo tukaj zelo dva različna spektra ljudi, ki zahajajo ne samo k nam v taman, ampak načeloma restauracije. Pač imamo osebo A, ki se fokusira predvsem na velikost porcije in ceno. Imamo osebo B, ki pa vseeno išče kvaliteto. Izgled je pomemben, ampak mora to odsevati samo ceno izdelka. Tako da vedno se nekje obračamo okrog številk, ampak tukaj je odgovornost na strani tudi različnih poslov, različnih restauracij, da so pošteni do svojih gostov in da
to, kar računajo, presežejo v obratno smer. Gorazd, kaj se ti zdi, da je ljudem najbolj pomembno? Zato, ker recimo jaz osebno v Taman Organic hodim zaradi tega, ker vem, kako je zadeva pripravljena, kar se ne vidi na krožniku, ne? Lahko je slaba hrana, pa zelo lepo reprezentirana, ampak ne veš, kaj se dogajalo zadaj, in pa zaradi hranilne vrednosti, ne? Spravi, vse stvari, ki niso tako vidne, ne? Mogoče na prvi korak. Ljudje to vedno bolj cenijo, oziroma jim je še vedno zelo pomembno, kako samo zgleda na krožniku, pa kakšna je cena? Mislim, da mora biti neka usklajenost in kombinacija vsega. Se pravi, hranilna vrednost definitivno mora biti. Hranilno vrednost dejansko dosežemo tudi z pravimi normativi, se pravi posledično z porcijami. In pa za pravo termično obdelavo pa seveda tudi hranilna vrednost ostaja zato, ker je v bistvu ne uničimo. Kaj se pa tiče cene, je pa v bistvu seveda to ena zadeva, ki je na trgu vedno sprejemljiva, za nas mogoče še toliko bolj, zato ker uporabljamo izključno ekološka živila, ki pa seveda so na začetku oziroma so kot nabavno živilo za nas malo dražje. Ampak gosti se tega zavedajo, tisti, ki prihajajo k nam in tudi vejo, kaj pomeni plačati ekološki obrok. Absolutno. In na dolgi rok se splača, kljub temu, da je majčkeno višje, to so tudi dokazali že za računicami. Erik, dobrodošel v Sloveniji, dobrodošel v ekipi Taman Organic, krasne restauracije. Jaz predpostavljam, da te je Gorazd že seznanil s kriteriji, pod katerimi boš delal, se pravi iz ekološke pridelave, sezonsko, naravno, rastlinske sestavine, brez dodanih kemičnih aditivov in pa nizkotemperaturna termična obdelava. Ko si slišal te kriterije, a si se kaj ustrašil v tem smislu, tole bo pa izziv? Niti ne. To so nekakšno osnovni zarisi bodoče kulinarike. Osnovni zarisi bodoče kulinarike? To je osnovni postulat tega, kar bi moralo biti že danes, v praksi pa še ni. Ja, v Sloveniji se mi zdi pa, da smo precej za tem. Kar nekaj časa smo zadaj, ampak ne v smislu zdaj objokovanja tega, ampak dejansko Slovenija počasi dohaja trende iz tujine. Ko smo recimo, ko govorimo že o Angliji ali pa Franciji, biti rastlinsko polnovreden je tako, imaš resnične dobre opcije v skoraj vsakem večjem mestu. Pri nas pa Ljubljana kot kapitalna destinacija v tem smislu ne ponuja še niti približno različnih opcij na tem področju. Kakor jaz vem, je pač v tem primeru Taman Organic edina restauracija v državi, ki pač gre v to smernico. Iskrene čestitke, podpiramo, vsekakor. Kaj pa recimo, Gorazd je rekel, da ti dejansko si na tem nivoju, da tudi ustvarjaš trende. In glede na to, da si se pridružil ekipi Taman Organic, to pomeni, da boš ustvarjal trende rastlinske, ekološke, sezonske hrane, kar je bravo za našo zdravje. Kakšni so pa trendi, ne vem, v Monaku recimo, tam, ko si pripravljal hrano? Mogoče se bo malo znelo smešno, ampak recimo Monako še malo bolj ozadje za Slovenijo. Res? V marsikaterem pomenu, ja. Ampak trende predvsem ni, da tukaj egoistično postavlja kuhar, predvsem jih postavljamo vsi skupaj, ki smo upeti v ta proces. In s trendi se začne govoriti že pri kmetovalcih. Pač trend vedno določajo tisti, ki pridelujejo. Če je kuhar dovolj iskren, bo pač šel do njih in tam začel. Če pač ni, pač starta iz drugega zornega kota, ki vseeno ni najbolj zdrav za nikogar izmed vpletenih. Tako da trende določajo definitivno kmetovalci in tukaj že vidim porast ekoloških kmetij in ekološko usmerjenih kmetij v Sloveniji. Predvsem zaradi certifikatov je vedno več ekološko usmerjenih brez certifikatov, ampak vseeno se nekako razpredelnica pridelkov širi in se bolj globalizira v smislu tega, da se starodavne rastline prinaša nazaj. Pač vedno več je ajde, prosa in polnovrednih žitaric, ki so nekako bile pozabljene v 90-ih, tudi malo prej. Tako da trendi, ki se postavljajo, se postavljajo predvsem iz strani, dajmo reči temu, progresivnih kmetovalcev, ki si upajo. In teh je na srečo vedno več v Sloveniji. Bravo, to smo tudi sami opazili v naši oddaji Klebet ob kavi. Gorazd, kot vodja Taman Organic, zdaj si dobil enega kuharja, svetovno priznanga, tazga z izkušnji pa tak naprej. Mi s filmov imamo tak feeling, da kuhar je pa pol ta glav, je pa tak samozavesten, pa nesramen, pa vse nekaj okrog pošila, pa tak gor, pa sem, pa tja. Kako je v bistvu sodelovati? Na kakšen način? Mislim, letijo krožniki po luftu v kuhinji, pa noži, pa take zadeve. Ali si preveč to filmsko predstavljamo?
Mogoče malo preveč filmsko, ja. Dejansko tudi včasih se ne vidi tega, koliko delajo odzadaj v gostinstvo, da pride en krožnik na nek čas razvit lepo do gosta, je včasih tudi tukaj nekaj dni in veliko ur razvoja in dela odzadaj in poskušanja in postavljanja in pripravljanja struktur, termične obdelave, da dejansko potem en krožnik naredimo, kar rečemo, evo, to je zdaj to gre pred gosta. Seveda, če pa so potem kuharji še posledično zaradi tega medijske zvezde, je pa seveda še toliko boljše. Ampak seveda primarno je nas posel še vedno v gostinstvu, v kuhinji, v restauraciji in potem, če si pa potem pozneje medijska zvezda zaradi tega, je pa seveda še toliko boljše. Ampak sigurno 90% časa se preživi v kuhinji. Mogoče se veliko prevečkrat pozabi to, da načeloma v gostinstvu ne bi smelo biti toliko egotov, kot se razvijajo v zadnje čase, predvsem skozi medijske zvezdice in skozi slavne šefe in tako pač se zgublja pravi fokus in pravi fokus je na krožniku. Govorimo tudi o teh resničnostnih šovih, pa tak naprej, ko pač potem malo drugačno predstavo, kar je v resnici. Eno je šov, eno pa to, kar se dejansko dogaja iza kulis, sploh v restauracijah, ker se pretežno pozablja na ljudi in vse ostale vpletene, ki mogoče niso toliko izpostavljeni, pa vseeno garajo prekleto trdo, da se zgodi to, da ta krožnik prije ven. Erik, v restauraciji Taman v Nazorjevi v Ljubljani je ena posebnost, ki je meni zelo všeč in sicer nič naprej pripravljene hrane. Seveda. Absolutno, tako mora biti. Ja, tako mora biti, ampak mislim, se po moje, jaz hodim Taman organik, dokaj me dragam več ne spustijo, zaradi tega, ker z vprašanje zmeri iritiran kelnerja, pa hočem iti v kuhno pogledati, pa ne vem, kaj še vse, ampak zmeri do zdaj ugotavljam, da je to dejansko najlažje, da se uporabljajo mikrovalovne, vse take zadeve, ki so pa daleč od zdravja. Niti ni najlažje, tudi iz praktičnega vidika. Recimo, če delaš, oziroma če si pogledamo neko tradicionalno slovensko gostilno iz 90-ih let, ki še vedno obratuje, oni potrebujejo 3 do 4 zmrzovalne skrinje, da imajo nek zelo podoben meni, ampak 3 do 4 obratovalne skrinje, pa spet elektrika in čiščenje in tako dalje. Tako da jaz še vedno ne razumem, kako imajo oni to računico kot vredno poslovanja, pač je ni. Se pravi, frišno je zakon. Absolutno. Odlično. Najlepša hvala, Erik, da si se oglasil tudi pri nas. Vem, da imaš veliko izzivov zdaj, ko si prišel v Sloveniji, predvsem veliko dela. Hvala tudi tebi, Gorazd, da si ga pripeljal k nam v oddajo. In ja, vse več je torej takšnih, ki pravzaprav zelo pomislimo na tisto, kaj pravzaprav dajemo vase. In ja, Hipokrat je imel prav že tako dolgo časa, preden smo sploh z vsemi temi stvarmi začeli komplicirati in začeli za takimi in drugačnimi industrijami. Preprosto, hrana naj bo naše zdravilo in naše zdravilo naj bo hrana. Je pa žalostno to, da mnogo hrane, ki jo srežejo v restauracijah in ki jo ponujajo v trgovinah, pravzaprav sploh ni zaslužna, da bi jo imenovali hrana. Jejte torej hrano. Poudarja nekaj, kar je specifično človeškega, česar živali nimajo. Živali se orientirajo po instinktu, mi se pa orientiramo oziroma imamo svobodno voljo, s katero se odločamo.